Izrael še naprej pomaga po potresu v Kolumbiji. Zdaj pošilja dodatnih 5 ton pomoči z medicinsko opremo, medtem ko je skupna izraelska reševalna in humanitarna misija v državi že en teden. Misija, ki šteje 80 članov, je trenutno največja, ki deluje v Kolumbiji, medtem ko si država prizadeva za obnovo po uničenju. Pomoč Izraela je še en znak na novo vzpostavljenega močnega odnosa med državama, saj sta Jeruzalem in Bogota zdaj tudi dogovorila o vzajemni oprostitvi vizumov, ki začne veljati 1. septembra. Za več informacij se nam pridružuje nova izraelska veleposlanica v Kolumbiji, Vivian Eisen, ki se nam oglaša iz Bogote. Veleposlanica Eisen, veseli nas, da ste z nami na i24 News. Hvala. Hvala za povabilo. Dober večer. Začnimo s humanitarno pomočjo. Kako delujejo izraelske ekipe in kako bo ta nova pošiljka medicinskih potrebščin resnično naredila razliko na terenu? Izraelska ekipa že en teden podpira kolumbijsko ekipo. Skoraj so zaključili prvi del reševanja žrtev. Danes bo zaključen. In obstaja še en del nalog, ki se bolj nanaša na stavbe, torej na njihovo pregledovanje. In če so stabilne in če se lahko ljudje vrnejo živeti vanje, bolnišnice, šole in tako dalje. Torej, ta del bo končan v nedeljo in na letalu, ki jih bo odpeljalo nazaj v Izrael, bomo pripeljali še eno donacijo 5 ton, ki se bo pridružila donaciji, ki je bila pripeljana z letalom, s katerim je reševalna ekipa prišla sem. In verjetno se bo temu pridružila še tretja donacija, ki bo narejena tukaj v Bogoti, s proizvodi, ki jih boste kupili tukaj v Bogoti, v Kolumbiji. No, izjemno pomembno delo opravljajo te reševalne ekipe. Kako je Kolumbija sprejela to ekipo? Rekli ste, da so sodelovali neposredno s kolumbijskimi reševalnimi ekipami. Tako so zelo dobro sodelovali in delali skupaj, bili so zelo dobro sprejeti. Prinesli so tehnologije in strokovno znanje, ki tukaj v Kolumbiji ne obstajajo. In delo, ki je bilo opravljeno, je res zelo pomembno za kolumbijsko ljudstvo. Uspelo jim je rešiti veliko žrtev in imajo posebno tehnologijo, ki vključuje drone, ki jim omogočajo, da najdejo žrtve v stavbah, ki so se zrušile. Neverjetno je videti, kako se izraelsko strokovno znanje uporablja tudi v drugih delih sveta. Veleposlanica Eisen, kaj pa vi? Kako so vas sprejeli v Kolumbiji? Mislim, vaš prvi delovni dan na veleposlaništvu je bil pred samo 2 dnevoma. Kaj je vaša prva prednostna naloga v tej novi vlogi? Definitivno. Je malo kaotično zaradi vsega, kar se dogaja, tudi zato, ker je vlada res zelo zaposlena z udeležbo na terorističnih napadih in potresu, tako da je bilo malo kaotično, ampak bila sem zelo, zelo lepo sprejeta. Čutim toplino kolumbijskega naroda. Čutim, da si resnično želijo okrepiti odnose med našima državama. In zato bomo tudi delali. Vesela sem, da sem tukaj. Zelo, zelo prijazni, srčni ljudje. No, to je čudovito slišati. In ko govorite o odnosih med tema 2 narodoma, kako bo odločitev o odpravi vizumskih zahtev pripomogla k nadaljnji krepitvi teh dobrih odnosov, posebej med državljani Izraela in Kolumbije? Torej, že od samega začetka smo imeli vsaj 3 teme, ki smo se jih želeli dotakniti, že na začetku. Ena od teh so bili vizumi, za katere smo se včeraj končno dogovorili, da bodo ukinjeni z 1. decembrom. Druga tema, ki je bila za nas izjemno pomembna, je bila odprava prepovedi izvoza premoga v Izrael. To je bila odločitev, ki jo je sprejela prejšnja vlada, zdaj pa je bila preklicana v prvem tednu nove vlade. In tretja stvar, ki je bila ogrožena v času prejšnje vlade, je naša trgovinska pogodba, ki je bila podpisana leta 2013. Uveljavljena in začela veljati leta 2020. Toda z novo vlado je obstajala resnična nevarnost, da bo preklicana. Prejšnji predsednik je izjavil, da bo preklical trgovinski sporazum. Ampak na koncu bi morali zaradi notranjih predpisov imeti glasovanje v kongresu, ki se nikoli ni zgodilo.
Tako je, trgovinski sporazum še vedno v veljavi. Zdaj pa moramo voditi pogovore med institucijami in med vladami, da bi se odločili, kateri izdelki bodo del tega trgovinskega sporazuma. Da uredimo zahtevane dajatve. In verjamem, da bo to velik korak za povečanje trgovine med našimi državami, za privabljanje več vlagateljev v Kolumbijo in resnično za povečanje kolumbijskega gospodarstva, pa tudi izraelskega. To je precejšen preobrat v primerjavi s Petrovo vlado lani. Ko govorite o vseh teh novih odločitvah, ki jih sprejemate, kateri so glavni izzivi za vas, ko stopate v to vlogo in pomagate ponovno vzpostaviti te odnose praktično iz nič? Rekla bi, da je eden glavnih izzivov to, da tukaj v tej državi še vedno obstajajo določeni narativi. Čas prejšnje vlade, teh nekaj let in od začetka vojne v Gazi, od 7. oktobra, je bilo ustvarjenih veliko zelo namernih pripovedi proti Izraelu, predvsem strani predsednika, in so se razširile po družbenih omrežjih. In žal veliko ljudi tukaj nima dovolj znanja, da bi razlikovali med resnico in z umetno inteligenco in vsem vplivom družbenih omrežij res lahko čutimo, da del občinstva tukaj res ne podpira Izraela. Nasprotno je res, vidite lahko antisemitske pripovedi, ki segajo v srednji vek. To je res težko videti in mislim, da bo to eden glavnih izzivov. No, zagotovo vas čaka veliko dela, vendar vam, veleposlanica Vivian Eisen, želimo vse najboljše v tej novi, zelo pomembni vlogi veleposlanice. Najlepša hvala, da ste bili z nami na i24 News in da ste z nami delili več o svojih prvih dneh na položaju. Najlepša hvala za povabilo in za priložnost, da spregovorim vašim gledalcem. Hvala, nasvidenje, lahko noč.